res skrajni čas je že bil, tako kot je rekel Danny Rodrik, harvardski profesor, za tako knjigo. In tudi konec konca tudi zato, da je prišla prav v času, ko se pri nas, moram reči, da kar krepijo stališča o preobsežni in preveč neodgovorni, nedejavni državi, javnemu sektorju, ki seveda ima intenco edino to, da stiska gospodarstvo oziroma zasebni sektora, ne z davki. Mazzucatijeva pravi, da je tako govorenje seveda zgolj ponavljanje nekih stereotipov, ki služijo le ideološkim ciljem in pa favoriziranju zasebnega sektorja. Ne? Kako se bodo s temi stališči spopadli današnji sogovorniki, pa bomo videli v razpravi. Gremo najprej k profesor Damjanu. Profesor Damjan, poglejte, tudi vodilni ekonomisti praviloma odrekajo državi vodilno inovacijsko in pa proizvodno vlogo. Trgi, pravijo, so tisti, ki bodo lahko edino pravilno razporejali denar in omogočili gospodarsko rast. Državna gospodarska politika lahko deluje zgolj v nekih popravkih pomanjkljivosti trga. No, tako logiko, kot pravi Mazzucatijeva, spodbujajo konzervativni ekonomisti, prevzemajo pa v veliki meri tudi politika in tudi mediji. A gre tu za spopad nekih pogledov, tako kot je Tony Judt analiziral, ne rekel. Ja, tukaj gre v bistvu za eno paradigmo, ki je dolg časa veljala, ki je danes očigledno zastarela in neprimerna. In morate enostavno, ekonomistom morate tudi malce oprostiti. Pač naša panoga je šla nam nekje v 70 letih v eno čudno smer, zelo matematično, matematizirano, formalizirano, kjer smo pač poskušali posnemati fiziko, se pravi, da se ljudje obnašamo enako mehansko kot pač molekule in tako naprej. In smo potem prišli do tega, da če smo računalni, če predpostavljamo, da smo vsi računalni, potem v bistvu na koncu je rezultat vedno računalen, je vedno optimalen rezultat. To so mi računalni, po definiciji. In v takem primeru je bila celo ta prva Lucasova zgodba je bila v tem, da v bistvu ne monetarne politike in kasneje Baro, niti fiskalne politike ne potrebujemo, ker se pač trge racionalno obnašajo in na koncu so rezultat optimalni, vedno. No, vseeno ta smer, ki pa je recimo bolj tam bolj intelektualne središče ZDA, Harvard, MIT in tako naprej, ta je imela pa malce drugačno zgodbo, vseeno so dopuščali ekonomsko politiko kot popravek nepravilnosti trga. In potem je ta dogma nekje od sredina 80 let kar dolgo veljala in tudi mi smo bili vsi, ko smo študirali v tem času ekonomijo, pa potem na doktoratu, smo se s tem okužili in tudi jaz, ko sem recimo, moram tudi povedati svojo osebno izkušnjo, tudi ko sem prej se postal minister in tako naprej, ko smo pripravili, tisto leto, ko smo pripravili reforme, v okviru odbora za reforme, smo dejansko štartali na podlagi tega, kar je bilo takrat v ekonomiji, v ekonomski paradigmi, kar je bilo takrat veljavno in uveljavljeno. To je počas po Clintonu in tako naprej, it's the economy stupid. Se spomnite vsega tega, spravi, v bistvu trg po samo skrbel do te zadeve. Tudi, ko smo reforme zastavili, smo razstavili na tem modelu, da če mi razbremenimo gospodarstvo, če jim pustimo dovolj njihove dodane vrednosti, da sami z njo razpolagajo, se bodo, ker so pač računalna, podjetja računalna, bodo tudi več usmerila za razvoj, preiskave na razvoj, inovacije, nove izdelke in to bo pognalo gospodarsko rast v Sloveniji. In tako je bila zastavljena tudi celoten paket reform je bil tako zastavljen, kar se tiče ekonomskega dela, od privatizacije, davkov, raziskave na razvoj. Seveda so bili tukaj še socialni popravki in tako naprej, ampak tudi ti socialni popravki, pa nastavki na področju trga dela so bili tudi takšni, danes ne rečejo neoliberalni, če tega izrada nismo poznali, ki se v ekonomiji nikoli ni uporabil, še danes se ne uporabil v ekonomiji, uporabil se samo v sociologiji in tako naprej. Samo, a veste, rečete, da seveda moramo vam ekonomistom oprostiti. Nič vam je oproščamo. Celo nasprotno. Zdaj, Mazzucatijeva je ustanoviteljica tudi vodja enega inštituta v Angliji, in ravno v okviru tega inštituta potekajo velike debate. In seveda oni to objavljajo. Ona celo napoveduje zdaj neko novo krizo, zaradi tega, ker vi ekonomisti niste takrat znali prav oceniti, kaj se bo dogajalo. Strukturne reforme oziroma popravki niso bili narejeni po pač tej krizi, in se gospodarstvo se še danes ni opomoglo od tega. Evo, oproščati vam nimamo kaj, zahtevamo od vas, če se recimo neki znanstveniki. Ja,
to se bo še enkrat posebej pogovarjali, kaj je ekonomija znanost ali ne. Če uporabljajo znanstvene metode, si potem res tudi znanstvenik, oziroma kakšna je relevantnost tega. Ampak če se samo točno to hočem povedati, če se vrnem nazaj temu, tisto, kar je paradigma pred 10-15 leti je bila sprosimo gospodarstvo in gospodarstvo bo samo privedlo, trg bo samo privedlo do najboljših rešitev. In takrat pa naš program je temeljil takrat na znižanju davkov, enotna davčna stopnja je bila eden izmed teh ukrepov, kjer smo enostavno ocenili, da znižanje davkov bo podjetje pustilo višje dobičke in te bodo podjetje investirali naprej, predvsem v raziskave in razvoj, v inovacije in to bo privedlo do gospodarske rasti. Moja velika bolečina na podlagi tega je, potem, ko smo res sprostili gospodarstvo, tudi administrativno, z severnotovimi reformami in pa na davčnem področju, se ni zgodilo nič. Podjetja so te viške, ki so jih naravno stvarjali, začela iracionalno plasirati ali bodi si v prevzeme, bodi si v menedžerske nakupe in tako naprej, kupe eni stvari, ampak če primerjate danes inovativnost, danes stopnjo tehnološke intenzivnosti slovenskega izvoza je ista, kot je bila takrat. Mislim, pa na decimalnem mestu se zadeva razlikuje. Je to 4,9 ali 5,6, tam nekje. V bistvu minimalno se zadeva razlikuje, se pravi, ta model očitno ni deloval. In tega se danes vedno bolj zavedamo in tudi v ekonomijo je končno prišlo to novo spoznanje, ki ga je tako lepo Mazzucatova tukaj obesedila. Se pravi, da dejansko potrebujemo ne manj države, potrebujemo malce več države. Namreč država je ključna predvsem za to, da določa smeri bodočega razvoja. Se pravi, čas je bila paradigma trgi bodo sami. Vse uredili, ne potrebujemo industrijskih, sektorskih politik, ker pač se može na trgu spostaviti, kar je pravo, kar ima najvišje tržno vrednost. Danes pa vemo, da dejansko je za večino razvoja, od druge svetovne vojne naprej, je dejansko odgovorna država, ki je določila, katero smer pošla ta dela, z investicijami, recimo vojaška industrija, ki so določili vse te ključne tehnologije prihodnosti, kar se kasneje v civilni sferi uporablja. To bomo še ja, no, vse to. To hoče samo povedati, da država je tista, ki dejansko mora določiti te ključne usmeritve za naprej in tudi se obnašati podjetno, se pravi dejansko tja investirati in potem, ko bo tam nastala določena podlaga, znanja, infrastrukture, se bo tam okrog začela grupirati podjetja, ki bodo imela eksternalije, pozitivne koristi tega. Tako. No, ampak je pa zanimivo, da pred nedavnim smo pri nas tudi imeli dva taka paradigmatska primera favoriziranja poslovnega okolja oziroma tega zasebnega sektorja. To je bil en ob tej koalicijski pogodbi, to so tele obdavčitev kapitalskih dobičkov, ko je poslovni sektor znorel, kaj se to pravi. Drugi je bil pa magistra Šmucova vaš vlakec, kjer ste z nekim vlakcem pokazali, kako so obremenjeni posamezni deli države. Sme pri besedi, da kako? Ja, izvolite. Kolikor se spomnim, ste vi sicer zanikali, da niste imeli pri tem nič, je pa javno zelo razburjala, je tisti vlakec, ne? Ne, ravno nasprotno. Vlakec se je zgodil v času, ko sem že bila na gospodarski zbornici, torej kakršnakoli razburjanje javnosti je lahko usmerjeno samo proti vodstvu gospodarske zbornice, kar pomeni recimo v tem primeru mene. Tako da tukaj absolutno ne zanikam kakršnekoli vpletenosti, ampak je vpletenost. Zgodba vlaka je bila, kako v času, ko smo bili soočeni z podobno kot recimo trenutno zdaj, za približno takrat ocenjeno milijardo vrednosti več za plače v javnem sektorju, torej ne za investicije, ne za vlaganje v znanost, ne za nove vrtce, ne za nove ceste, ampak preprosto milijarda več v javni sektor, da smo se vprašali, kam pravzaprav gremo in ali lahko ta tempo v bistvu zdržimo. In z vlakom, katerega recimo seveda izhajamo iz gospodarstva in ocenjujemo, da je gospodarstvo lokomotiva razvoja neke družbe, ker če pač nimaš denarja za hrano, nimaš denarja za streho, nimaš denarja za obleko, skratka za vse osnovne potrebščine, ki jih rabimo, za vse tisto še bistveno več, kar želimo od življenja, preprosto se ne moramo iti neke razvite družbe. Torej je neka osnova, sploh to, da si zmožen že materialno proizvajati sredstva in tudi, da smo največji zaposlovalec, poleg seveda javni sektor je tudi zelo velik zaposlovalec. In ko smo gledali enačbo, da se s kakšnim tempom se povečuje število zaposlenih v javnem sektorju
z kakšnim tempom se povečuje masa plač, da imamo v 10 letih, primerjali smo 10 let, in da je bilo v tem času, ko smo naredili primerjavo, da je bilo zaposlenih v zasebnem sektorju za približno 5 do 7 tisoč manj, če smo pa sešteli kombinacijo več brezposelnosti, kot je bilo pred 10 leti, več zaposlenih v javnem sektorju in več, koga smo še šteli zraven, 3 skupine so bile, skratka, tam, kjer je potrebno zagotoviti sredstva, smo ugotavljali, da ta zgodba se ne more dolgo časa iziti. Ne, vi ste se recimo o javnem sektorju, vprašanje, kako ne funkcionira, kako ne more biti sestavljati, kje so njegove hibe, o tem bomo seveda še govorili tudi na primerih, ki jih navaja sama Cukatijeva, kar je zanimivo, dosti pomembno to, kar izvolite. Tako da ni samo absolutno merodajno tisto, kar se recimo pri nas takrat zgodilo, ne? Želela sem vam mogoče pokomentirati stavek, s katerim ste začela, ko ste citirala, ali je vloga države res samo v tem, da malenkostno popravlja trge in pusti trgom vse, zagotovo ni. Ravno tako pa tudi se pravi, če je to neka skrajnost, da vse pustiš trgom, je tudi druga opcija, da država vse ureja. In tudi mi imamo to izkušnjo, vemo, kaj pomeni centralno planiranje in tudi vemo, kako se je ta izkušnja končala. Torej je umetnost je iskanja pravega ravnotežja. V Sloveniji smo bolj navajeni na to, da država za več stvari poskrbi. Vidimo, da kadarkoli, kjerkoli, karkoli narobe, se ljudje oglasimo in rečemo, ja, zato bi pa država morala poskrbeti. Ampak kaj je država? Država smo mi vsi skupaj in državna sredstva ali pa sredstva proračuna so pravzaprav, jaz to rada zelo poenostavim na Vaško lipo pa Modrece pod Vaško lipo. Mi smo skupnost in smo se dogovorili, da bomo toliko in toliko denarja dali na kup, zato da lahko s tem dosegamo stvari, ki jih ne moremo sami in ki so v našem skupnem interesu. In potem je dogovor, koliko tega gre za socialo, za šolstvo, za zdravstvo, vse to potrebujemo. In vsak od teh segmentov, da ne omenjam niti vojske, policije in tako, vsak je podhranjen. Tako kot v podjetjih, ko pogledamo, tudi rečemo, smo in kadrovsko podhranjeni in vsi imamo ta problem. Zato, ker pač nismo velika država, nimamo izjemno velikih sistemov, posod nekaj manjka in tako manjka tudi v državnem segmentu. To je seveda recimo na konkretno praktičnem nivoju resnično res, ne samo ona se zavzema, kar je recimo tudi zanimivo, ne, da recimo te ideje, gre za neko drugo logiko funkcioniranja, ki jo seveda čas prinese, razumeš, in vse te tehnološke spremembe, ki so že in nam sledijo, mora seveda biti na nek način drugače percepirane. Ona ima popolnoma prav, ko pravi, da v države tudi državljani pričakujemo neko vizijo. In tako tisti Ali lahko potem še to kasneje, mislim, da damo še drugim besedo. Magister Urlep, prej sem jaz omenila, da je bil ta primer paradigmatskih obdavčitev kapitalskih dobičkov. To je bilo kar veliko razburjenje, recimo v poslovnem sektorju, vi ste šli potem na nek, mislim, da na nek simpozij ali nekaj takega. Ja, se to ni edino razburjenje, ki izhaja recimo iz tako imenovanega koalicijskega sporazuma. Več je verjetno takih postavk, ki so tam zapisane, ki seveda zaradi relativno splošnosti in nekvantificiranosti pač vzbujajo take ali drugačne občutke in pomisleke, kaj je realno izvedljivo, kaj ni izvedljivo. Zdaj, dejstvo je seveda, da eno so predvolilne obljube, ki vsaka politična stranka v želji po čim boljšem izidu na volitvah daje svojim potencialnim volivcem. Drugo je pa potem kruta realnost dan potem, ko je vlada imenovana in se pač sooči s konkretnimi izzivi, ki stojijo pred državo in vlado, ki s pooblastilom ljudstva to državo zastopa in predstavlja. In tukaj bi verjetno malo več strpnosti na vseh nivojih naše družbene skupnosti prej privedlo do neke normalne kulture dialoga in neke spoštljive razprave, v okviru katere bi vsi iskali tiste optimalne rešitve, kot pa da
vsaka družbena skupina, ne, takoj, ko se čuti malček ogrožena, ne, takoj uporabi vse topove, ne, včasih preko tudi zato, ne, da eventuelno prepreči ali pa vsaj preusmeri, ne, nekaj, kar čuti kot potencialno nevarnost. Veste se, recimo to, kar smo govorila, kar smo omenili, da je te obdavčitev kapitalskih dobičkov, to ni nekako novo, ne. Zanimivo, da jih Mazzucatijeva kar večkrat v tem delu navaja, da je recimo do največjega padca davka na dobiček iz kapitala se zgodil v koncu 70-ih let v Združenih državah, ne? Ko je Državna zveza za tvegani kapital s 5-letnim ali 4-letnim globiranjem dosegla znižanje za 50% iz 40 na 20%. Ne? No in razlog je bil seveda poudarjanje, da so vlagatelji tveganega kapitala tisti pravi podjetniki, ki vse tvegajo seveda in poganjajo nek razvoj naprej. Avtorica pravi, da taka izmišljena podoba škodi inovativnosti in povečuje neenakost. Ne? No in po tej logiki se seveda potem krči tudi vloga države in vse več javnih storitev se prenaša na bolj tako imenovan dinamični in učinkovit zasebni sektor. Dinamični seveda v vprašljivem pomenu ga on uporablja. Ne? Mislim, ki se je prikazoval v tistem času. Ne? Se to resnično ni novo, ne? Se to se vsakokrat pojavlja recimo v različnih kombinacijah, v različnih državah, v različnih zvezah. Ne? A bi kdo kaj na to temo rekel? Ja, izvolite. Ja. Dajte nam toliko zanimive teme, da bi se vsak sam držal mikrofona, mogoče, ker bo toliko zapovedati. Ampak najprej, jaz sem se tudi recimo ustavila ob tem odlomku v njeni knjigi in mi je prvo prišlo, ko je govorila o 50% znižanju, sem mi zašla, wow, to je pa res veliko, ne. Pa mislim, čak mi so 40% davka na dobiček, ne. Kaj pa je sprejemljiva mera davka na dobiček? Ne? Za družbe je to lahko različno, ker imajo različno sestavljene davčne sisteme, ampak v bistvu je v osnovi vprašanje, koliko smo pripravljeni kot državljani, koliko smo pripravljeni kot podjetja prispevati v tisto skupno malho za stvari, ki so nam pomembne in s tem dosežemo več. 40% se sliši zelo veliko. Ne? In tudi zato je zelo malo podjetij, zlasti multinacionalk v Ameriki sploh postavljenih, ampak iščejo druge voze. Ne? Če bi imeli na svetu enotno davčno stopnjo, kot je prej omenjal Jože, ne? Ideja, ki jo je recimo Slovaška sprejela takrat, ne? Oziroma že imela izkušnje s tem, če bi imeli lahko enoten sistem, davčni sistem po svetu, potem se lahko postavi skoraj karkoli, zato ker potem tekmujemo v podobnih okoliščinah. Če pa te okoliščine niso enake in če je obremenitev previsoka, ali s tem država spodbuja posameznike, da iščejo obvode, ali jih spodbuja k temu, da niso spodbujeni, da delajo manj, in če se vsak od nas postavi samo v položaj navadnega podjetnika, DO-ja z 1, 2, 3 zaposlenimi. Ja, kako mislite, da država spodbuja, da iščejo vode? Seveda, za previsoko obdavčitev. Zakaj imamo toliko sive ekonomije? Zato, ker je en del obdavčitve previsok. Zakaj so recimo ameriška podjetja iskala druge poti, kje bojo postavile svoje sedeže, da so davke odvedle drugam? Tako se iščejo vode. Ravno to ona kritizira. Ja, in to lahko urediš, s tem se popolnoma strinjam. Recimo sploh tudi to, kar navaja določena podjetja, ki so prijemala precejšnje zneske podpore strani države, ali so bili krediti, ali so bili za razvoj, ali kakorkoli. In da država ob tem ne postavi tudi pogoje, da seveda morajo imeti pa sedež in prikazovanje dobičkov v tisti državi, je nesmiselno početje. Če ti nekomu nekaj daš, potem imaš lahko tudi pravico, da postavljaš pogoje, pod kakšnimi boš to dal. Ampak sam davek na dobiček pa ni stvar vezana na to, ali bo podjetje dobilo neko subvencijo, ali bo koristilo nekaj drugega, ampak je vezano na čisto navadne, na najmanjšega in na največje podjetje. In tam mora biti ta stopnja taka, da je najbolj optimalna. Torej, da pritiska na racionalno in na emocionalno vedenje udeležencev v tem. Ja, ekonomist Damjan tule kar nekaj odkimava, ne?
Pogled, vse zadeva ni tako težka, ne? Ta optimalna stopnja, sicer tole optimalna stopnja obstaja samo na papirju. Ampak ni tako težko zadeva, če nas del pogledaš z enega vidika in sicer z vidika, da vsi ustvarjamo dodano vrednost, se pravi, v tej družbi. Da dodane vrednost ustvarja samo podjetja, ampak da ustvarjamo vsi, se pravi, tudi vsi državni uradniki, lokalni uradniki, tisti, ki delajo na univerzah, zdravstvu in tako naprej, ker vsi prispevamo k pogojem za to, da lahko ustvarjamo, da lahko podjetje ustvarja dodano vrednost. Če imamo dober zdravstveni sektor, zdravstveni sistem, dobre zdravstvene storitve, pomeni, da bomo imeli tudi bolj zdrave delavce, ker bo manj absentizma in tako naprej. Ko vsi ustvarjamo dodano vrednost, z tega vidika moramo gledati. In na koncu moramo biti tudi vsi nekako enako obdavčeni. To je ključno zadeva. Se pravi, neprimerno je, recimo, če je stopnja davka od kapitalskih dobičkov ali pa davka dobička podjetij bistveno nižja od osebne obdavčitve, od dohodnine. To pomeni, da potem pride spet do drugačnih spodbud, oziroma za spodbude za drugačno obnašanje. Tako na koncu moramo nekako najti neko optimalno stopnjo. Recimo, če je v Sloveniji efektivna davčna stopnja na dohodnino, recimo 35, malce več kot 35%, potem mora tudi ta stopnja davka na dobiček skupna, recimo, če imaš davek na dobiček plus dohodnino, recimo v tem primeru, mora biti nekako podobna temu. Samo ravno kjer se je zanimilo, ne, takrat teh... ZDA so pa šli v to smer, pa zdaj sploh za Trumpovo to novo reformo, kjer pa so dejansko povsem razbremenili podjetja, so rekli, da bo zaradi tega ostalo več dobičkov v državi, ampak v zadnjem letu se to ni zgodilo. Ta dobiček ostaja zunaj še naprej. To ni spremenilo obnašanja, recimo Apple in ostali. Oni še naprej skrivajo svoje dobičke zunaj. Sedaj, čeprav recimo se pa, kolikor beremo, ne, pa na nek način se Jeff Bezos, ne, mislim, s temle Blue Origin, s temi raketami, ki dela, ne, na nek način se zaveda tega, ne, oziroma vse pravi, ja, seveda moramo dati. Smo dobili, on se seveda usedil na celotno infrastrukturo in seveda potem, mislim, da je ratno celo najbogatejši zemljak, kakorkoli. Magister Urlep, kako ste pa vi to rešili na vladi zdaj? Če sploh boste, kaj se s tem ukvarjali? Škoda, da niste postregli s kakšno kavo, bi morda lažje odgovoril na to vprašanje. A ja, samo bi morali tuško skuhati, ne? Tako je. Ja. Poglejte, ne, tukaj ste odprli zdaj vprašanje, ne, tako kot so že moja dva predhodnika rekla, ne, za odgovor, na katerega bi verjetno potrebovali precej več časa, ne, pa več razprave, ne, kot nam je na razpolago. Kaj so optimalna razmerja, ne, med posameznimi vrstami davkov, ne, mislim, da zaenkrat ni v celoti razrešila nobena država in tudi mi tega ne bomo v nekem kratkem roku. Ne. Tukaj so pač te dileme, ne, na katere je upozoril tudi dr. Damjan. Tukaj moram reči tako, ne. Dejstvo je, da ugotavljamo, da je v Sloveniji delo obdavčeno, vsaj delo tistega dela, ne, zaposlenih Slovencev, ki največ prispevajo k dodani vrednosti, ki jo ustvarja ta družba, obdavčeno več kot v nekaterih primerljivih državah. Po drugi strani, pa tako kot je rekel dr. Damjan, je kapital v tem trenutku obdavčen manj kot v nekaterih primerljivih državah. Zdaj, kako najti pametno razmerje med obema in kako poseči v davčni sistem, ne, ki je zelo občutljiv ekosistem, da na eni strani še vedno ne zagotoviš dovolj motivacije za to, kar je rekla Sonja, da bodo podjetniki pripravljeni investirati tukaj, ne kje druge, ne, in seveda, ne, da bodo tukaj ne, lahko pridobivali kadre, ki bodo s pogoji, ki jim podjetniki nudijo, zadovoljni in bodo z veseljem opravljali tisto, kar se od njih pričakuje. Mi smo si nekako zadali, da bomo pač poskušali pogledati celoten davčni sistem celovito, vendar, kot vidite, ne, in lahko preberete in poslušate preko sredstev javnega obveščanja, so v tem trenutku prioritetne nekatere druge teme, ne, ki so akutne,
in za normalno delovanje države še kako pomembne in jih je pač treba prioritetno obravnavati in ustrezno rešiti. Od te rešitve bo pa tudi odvisno potem marsikaj, koliko bo manevrskega prostora za dejansko neko resnejšo reformo oziroma nek resnejši in celovitejši poseg v davčni sistem. Magister Jan Butovac, vi ste želeli kar? Ja, mislim, da sem v družbi takih ekonomistov, politikov, jaz to nisem, jaz sem fizik, tako da iz mojega stališča lahko slišite samo moja osebna izkušnja. In jaz bi rekel, z mano zelo resonira ta razlika med obdavčitvijo dela in obdavčitvijo kapitalskih donosov. Zdaj, kot neko zagonsko podjetje, ki sicer dela v zelenih tehnologijah že 11 let, moram reči, da ko smo se odločali, da gremo v to in tekom dela, je vlogo vedno igrala obdavčitev dela, na kakšen način do kadra, kako plačati visoko kvaliteten kader, kako konkurirati sploh na evropskem trgu za tisti kader, kjer v Sloveniji nimamo v bistvu znanja. Nikoli, prav nikoli pa ni bilo na mizi vprašanje, ali bomo v Sloveniji na podlagi tega, kakšna je davčna stopnja. Zaradi tega, ker smo še v fazi rasti, v tej fazi nas ne zanima v bistvu, kakšen dobiček bomo imeli, nas zanima, na kakšen način bomo zrastli, na kakšen način bomo prišli do tistih produktov, ki jih lahko delamo. In mi se lahko mirne volje preselimo na Cipar, ampak tam kadra ne bomo našli in tam ne bomo našli znanja, ki ga rabimo. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da je vloga države odvisno od tega, kaj želi doseči. Torej, ali je javno dobro rast podjetij in dodajanje delovnih mest in tako naprej, ali je javno dobro to, da na koncu, ko so podjetja že dovolj velika, lahko nekako perpetualno pridobivajo visoke dobičke. Seveda mora biti neka smiselna davčna stopnja, ampak ne vem, če je to res tista ključna stvar pri odločanju ljudi, ali grejo v podjetništvo ali ne. Pri meni ni bilo, pri naših družbenikih ostalih v podjetju ni bilo in tudi v bistvu pri tistih investitorjih, ki jih imamo, tudi to ni bila v bistvu ključna odločitev. Ja, ampak se zavedate, da ste recimo, če ste tako inovativni, da ste že na nek način dobili neko bazo že prej, recimo, se niste vi začeli iz nič, je država tista, ki vam je na nek način omogočila. Ja, seveda, jaz mislim, da je to eno od bolj očitnih recimo teh... Kaj, izpostave te knjige? Ja, ta knjiga je eno od bolj očitnih stvari, ki mislim, da smo vsi vedeli. Nekako država je podlaga za vse, sploh v Sloveniji, kjer je javno šolstvo, kjer bi rekel, da je veliko spodbud za šolanje. In iz tega vidika, recimo, vlaganje v tehnologijo v Evropi, ne vem, z mojega stališča so precej solidna in nam dajo podlago. Mogoče manjka kakšnih drugih stvari, kot sem rekel. No, ampak mislim, če se vrnemo seveda k tej knjigi, kar mislim, da bi bilo koristno, da jo preberejo tako z javnega sektorja, tako z poslovnega sektorja, tudi vladni ljudje, ker gre za to, da se ona postavlja vprašanje, a je rešitev v tem, da se recimo večino davkoplačevalskega denarja potem vliva nekam, recimo v javni sektor, kjer je pa catch zadeve. Bistri, sposobni kadri v javnem sektorju so sposobni narediti, da država ki širokopotezno misli. Tu je poanta. In pa se seveda postavlja vprašanje, recimo profesor Anderluh, vi ste direktor zelo propulzivnega inštituta. Koliko vi, recimo, tako bom vprašala, se zavedate, da so kadri tisti, ki lahko vas naredijo, recimo v polju znanosti, pač določene vidiko, v vrhu, ali pa tisti, ki, če se bodo kar tako prijavljali. Zdaj isto, mislim, gre za neko reciprociteto, recimo, ali pa primerjavo, recimo, z državo, Ja, seveda, absolutno. Jaz mislim, da je problem kadrov en od pomembnih problemov ne samo v znanosti, ampak tudi v gospodarstvu, v tem našem okolju in v javni pravi. Tukaj si organizacije zdaj na različne načine poskušamo zagotoviti ta najboljši kader. Mi kot
znanstvena inštitucija pač poskušamo odbrati tiste najboljše na študijih tukaj, večinoma na Univerzi v Ljubljani, pa tudi potem seveda z mednarodnimi razpisi, vkolikor lahko nam to takšni projekti omogočajo. Ne. Vprašanje zdaj davčne politike, ne, pa kaj dobi država na račun davkov nazaj, ne, je seveda eno pomembno vprašanje, ki tukaj v knjigi je izpostavljeno in avtorica nekako nakazuje, da ni najbolj učinkovita pot vzpodbude inovativnosti, ne, in razvoja inovativnosti. Eno od pomembnih stvari je za dobro inovativno okolje je seveda ustrezen razvoj kadrov. Ne. In tukaj je vprašanje seveda, ali mi v Sloveniji dovolj vložimo v to, da usposobljene kadre dobimo tako na univerzi, ne, in potem, kot je primer na našem inštitutu, ne, ali vzgojimo potem primerne kadre za nadaljnji razvoj akademskih karier in za to, da lahko potem uspešno delujejo ali v zasebnem sektoru, javni pravi, ali dovolj naredimo, ne, za to kot država. Ne. Ja, se zato ne bi se ona izredno podarja, da mora država misliti širokopotezno in če lahko misli širokopotezno, a ne mora imeti dobre kadre. To, apropo teh kadrov, ne, sem pred nedavnim govorila z enim raziskovalcem, ki dela v teh mednarodnih okoljih, teh, ne vem, pri Bill Gatesu bom kar povedala, ne, v teh skladih. In je povedal mi tako izkušnjo, kako se recimo to v ZDA-ju dela, ne. Pravi, da prvo ligo najboljših študentov na najboljših fakultetov pobere multinacionalke. Drugo ligo vzame javna uprava, vlada, ker jih porazdeli po ministrstvih, ker vejo, ministri bodo šli, predsedniki bodo šli tako naprej, oni pa morajo zagotoviti, da država maksimalno funkcionira. Tretja liga, zanimivo, grejo med pravnike pa, mislim, da zdravnike, četrta liga gre pa med raziskovalce. Kakorkoli, zdaj to je pač tako. Ja, no. Če se mogla reči na to, seveda pa nas ni tako, ne. Kar je zanimivo v knjigi je, da je knjiga polna nekih primerov iz teh odličnih okolij, ne. Velike Amerike je spostavljena, kako je tam to urejeno, ne. Not je nekaj en podatek, da so angažirali Nobelovca za fiziko, da je vodil eno od agencij. Ne? Ja, to je Ministrstvo za energijo, ker je največji porabnik raziskav RR-a, ne? Tako. Not je recimo podatek, kako učinkovite so te njihove agencije. Ne? Not je podatek, da DARPA recimo z 240 zaposlenimi 3 milijarde budžeta deli in to uspešno deli po sistemu. Ne? Tako da to pri nas, ko smo v sistemu javnih plač, je to zelo težko si mislim, v javno pravo pridobiti tako odlične kadre, ki imajo izkušnje iz teh področij, ki jih morajo potem razvijati za državo. No, pa vas sprašujem, a država odbira slabe kadre, dobre kadre, ali dobri kadri odbirajo državo? Kako je zdaj s tem? Jaz ne bi rekel, da jih odbira država. Kako, ne, to bo mogoče lahko. Nam se zdi, da bi si kot sogovornike na strani države želeli bolj kompetentne ljudi imeti vsaj na področjih, na katerih mi delujemo. Včasih je občutek tak, da nismo tako odlični. Ja, se zato ona pravi, da bi morali biti bolj meritokratski, strateški pa dinamični. Se pravi, resnično vse tiste epitetone, ki jih nekako si pričakujemo od teh sposobnih ljudi. Kaj je magister Burle? Država kako pobira dobre kadre ali dobri kadri iščejo državo. Samo tu bi nekaj omenila, pred mogoče leti smo nabrali neko raziskavo, mislim, da je bila izvedena na Fakulteti za družbene vede, kaj si ljudje želijo zaposliti. Seveda 80% je reklo, da bi šli v javni sektor, državno upravo tako. Ja, to je seveda vse odvisno od posameznega interesa, vendar če se vrnem nazaj na knjigo, tudi v ZDA ni vse tako, kot je morda možno razbrati iz same knjige, ker vam povem recimo en primer iz lastnih izkušenj.
Ena od ameriških državnih agencij, in to zelo pomembnih, je Agencija za hrano in zdravila, ne, ki zaposluje vrhunske kadre, vendar najboljši kadri so tisti, ki niso več uslužbenci agencije, ampak delujejo kot samostojni svetovalci v okviru zasebnih svetovalnih podjetij in zaslužijo seveda nekajkrat več, kot zaslužijo kot javni uslužbenci te agencije. In to ni izoliran primer v Združenih državah Amerike. Tako da tudi pri njih, če bi pogledali preko časovno vrsto, bi ugotovili, da je zgodba taka, da so javne institucije pogosto samo prehodna postaja za posameznike, ki si ne berejo ekspertna znanja, ki jih potem na trgu kot zasebniki lahko bistveno bolje vnovčijo kot v okviru recimo javnih ustanov. Tako da tukaj gre za dinamičen proces, kjer mora država vedno skrbeti za to, da tiste, ki iz takih ali drugačnih razlogov odhajajo, nadomešča z novimi, perspektivnimi, dovolj talentiranimi in pripravljenimi resno poprijeti za delo, da bo lahko upravljala svoje poslanstvo in zagotavljala vse tiste storitve, ki jih dobra država mora in ki jih seveda ljudje, državljani od nje tudi pričakujejo. Ni pa tukaj nekega recepta, na osnovi katerega bi rekel, da lahko z nekim poenostavljenim modelom država nenadoma postane najbolj zaželen delodajalec. Dejstvo je, da tudi če pogledamo skozi različna obdobja, ko je kriza, upada interes praviloma za delo v zasebnem sektorju, ker je seveda tveganje izgube službe tam bistveno večje kot v javni upravi in raste interes za zaposlitev v javni upravi. Ko je konjunktura, običajno zasebni sektor hitreje povečuje plače in išče ljudi kot javni sektor in imamo obrnen trend in obrnen tok. Ja, to je seveda logika, mislim, ekonomska, profesor Damjan. Jaz bi moče samo dodal na to, kar je gospod Gorja povedal, zelo dobro povedal. Ključno pri tem ni toliko sama plača v javnem sektorju, je zelo pomembna, če hočemo seveda dobre kadre primerno narediti, ampak ključna je predvsem vizija, ki ga ima nek organ. Ta vizija se spostavlja pa na vodstvo. Ključno je, kakšne ljudi pribavimo recimo gor v vlado, v ministrstva in ključne agencije. Če imajo ti vizijo, potem tudi celotna agencija, celotna ministrstva delujejo lahko izjemno dobro. Kar se dogaja je pa večinoma, če ni vizije zgoraj, kadar so pogoste menjale, kadar ni vizije zgoraj, kadar se nastavljajo na vrhu ministrstva, kadar se pojavi ljudje, ki enostavno niso kompetentni za vodenje takih resorjev ali pa nimajo vizije, potem seveda to vpliva na celotno strukturo navzdol in tam se not ustvari neka letargija. Jaz zdaj spremljam zadnja leta, recimo to umiranje na obroke agencije Spirit od 2011 naprej, in ker poznam veliko ljudi tam, ki delajo, in to je res, mislim, depresivno je. Kakšne izkušnje vam govorijo, kot agencija, ki bi naj bila slovenska TIA, sedaj bila je oblikovana na podlagi vzora finske tehnološke agencije in bi naj spodbujala inovacije, naj bi se obnašala kot podjetnik in tako naprej. Na koncu leta je zadeva katastrofa, tam na gor so ljudje, ki enostavno ne znajo, ker ne vejo, zakaj so tam. Tako da v bistvu pomembno je, da imamo recimo najprej na ravni političnih strank, ki kontrolirajo, da bodo seveda vodile to državo, da imajo dobre programe in da seveda uspejo privabiti dobre ljudi, ki bodo vodili ključne resorje in seveda postavili na mesta agencij strokovne ljudi, ki imajo vizijo in to lahko za sabo potegne, se pravi, dobro delo vseh agencij in tudi seveda učinkovito infrastrukturo za celotno gospodarstvo. In tu jaz vidim ključni problem. Plača je ampak seveda, če imate te normative, se da tudi plača v javnem sektorju so lahko zelo visoke plače. Ko sem jaz bil minister, je bila recimo, so bili ljudi tam, ki so bili na 3. nivoju, pa so imeli višje plače od mene. Da se tudi imeti više plače, tudi če nisi na najvišji funkciji. Tako da znotraj javne uprave se ta stvari tudi dajo ljudi. Se zanimivo, se ona to poudarja, recimo na primeru krize leta 8, da je seveda najslabše so odnesli tiste države, ki so imele zelo slab javni sektor, ker niso naredili teh pač nekih strukturnih
premikov, a ne, tako kot so nekatere jedrne države, ki niso toliko bile pač pletene. Ne. In seveda fiskalno pravilo je seveda pa potem dodatno udarilo in je seveda še znižalo denar za raziskave, za RR, izobraževanje in tako naprej. Je pa nekaj zanimivo, ne, da bi v tem kontekstu bi pa se omenila to raziskavo, študijo Rogofa in Reinhardtove. Mislim, da ste pri nas edino vi opozorili na njo, kjer pravita, da sta, pač ona da sta to zaračunala, ne, da če dolg presega 60% BDP-ja, da seveda gospodarska rast začne zelo hitro padati. Ne. In javnost in seveda posamezne vlade so to zelo hitro in dobro sprijele, ne samodejno, in sledil je sklep, da so varčevalni ukrepi nujen in pa zadostni pogoj za ekonomsko rast. Ne. No in seveda smo potem s vsiljenimi varčevalnimi ukrepi na osnovi te študije, ki je bila objavljena v zelo ugledni ekonomski reviji, seveda so se potem tega držali, ponekod so še kar zdaj držili. Ja, to je bila ena največjih potegavščin. Ja, to pravijo, da je bil ekonomski fopan, takrat, ja, da se je v Evropi so imeli Alessino pa Radani, tukaj so imeli Reinhardtova pa Rogofa, ki sta pač malce manipulirala s podatki in potem sta dobila takšne lepe podatke, da je ena meja pri 90% BDP, torej dolg, ko preseže 90% BDP, naj bi se gospodarska rast zelo zmanjšala na manj kot 1% in tako naprej. Seveda to, hvala Bogu, so kasneje, ampak z zamikom te rezultate uvrgli in tudi študija, ki je najbolj merodajna na tem področju, to je zdaj tudi mojim študentom pri makroekonomiji od IMF-a pokaže, da dejansko do tega ni te magične meje glede zadolženosti države, imate Japonsko recimo, ki je lahko blazno zadolžena, ali pa neka druga država. Recimo Kanada je tudi, ne? Ja. Ima veliko razliko. Ja, magične meje ni tukaj, ne? In v bistvu je treba gledati na dinamično tukaj, se pravi, kaj so v IMF-u so naredili preprosti eksperiment, so pogledali, se pravi, javni dolg danes, kako vpliva na gospodarsko rast jutri, ne? To je bil ta pogled Reinhardtova Rogofa, kljub temu, da sta manipulirala. Ampak v IMF-u so pa naredili naprej. Kaj pa naslednjih 5 let, kaj pa naslednjih 10, kaj pa naslednjih 15 let. In se pokaže, da naslednjih 15 let, če država danes ima velik dolg, s katerim financira recimo določene dejavnosti, infrastrukturo, znanost in tako naprej, pa to lahko učinke, zelo daljnoročne učinke in mi se moramo biti dolgoročne posledice te državne porabe. In to je ključno. Mi se pa vsi fokusiramo samo na kratek rok in tako naprej, gledamo današnje stopnje, današnji dolg in dejansko smo izgubili v bistvu kompas. Ja, profesor Andrej Luha, ne, mislim, to, kar smo v zvezi s tem smo omenili, ne, seveda, da so potem varčevalni ukrepi na osnovi tega. Nekateri so zelo sprejeli, ne, to, mislim, tudi posamezne države, ker jim je šlo to zelo v prid. Ker je bilo treba seveda, ki boš pa rezal pri izobraževanju, znanosti, raziskava. Pri nas smo tukaj precej porezali ravno znanost, ne, in raziskave. Tako da to je zagotovo ni bilo dobro. Ne. Zdaj poskušamo nazaj vzpostaviti nekako to stanje. Ne. Ena prej bila omenjena koalicijska pogodba, ne. Eno od konkretnih podatkov v koalicijski pogodbi je biti 7% obljuba, da bo pač se povišalo izdatki, ne, za znanost in raziskovanje. In na to seveda računamo. Ne. Mogoče bi se navezal na to dolgoročnost, ne, ki je bila omenjena. Ne. Knjiga to zelo lepo izpostavlja, ne, tudi prežema to celo knjigo, kako pomembno je dolgoročno vlaganje, kako pomembno je dolgoročen, stabilen znanstveni sistem za to, da potem pride čez čas do nekih prebojev. Ne. Tipično so tukaj, so lahko desetletja mine, preden je neko odkritje, pa potem, da pride vsaj do neke oblike, ki je komercialno zanimiva, ne, nek produkt. Ne. Tu se mi zdi, da v našem prostoru, da je bil zdaj daljni hype v to negativno smer izjemno velik, ne, in tukaj do določene mere je ščistilo sistem, ne, ampak je pa tudi zelo velike reze naredilo, ne, v raziskovalne stopine, v opreme, ne, in tukaj bomo zdaj rabili kar nekaj časa, da bomo neko tako stabilno stanje vzpostavili, ne, seveda v predvidevanju, da bo ta obljuba seveda bila upoštevana. Do 1. Ja, zapisano je do 1, ne, to je bila ja. Koliko je času? Ja, to zdaj tukaj so pa različne, ja. Tukaj so pa različne. Če pridemo na številke, kaj tu v meni polega. Če pridemo sedanjih 0,45% BDP
torej za raziskave in razvoj na evropsko raven povprečje 0,7, to pomeni, da moramo biti na letni ravni sedanjih 200 milijonov na 350 milijonov. Če hočemo biti pa na 1%, kar je evropski cilj in kar imajo najbolj razvite evropske države, pomeni, pa moramo na letni ravni dati namesto 200 milijonov, 500 milijonov evrov za raziskave in razvoj. In to mislim, da bo zelo težko znotraj proračuna razen način naredimo ustrezne šifte. Ja, se je zanimivo, da smo se znašli v skupini Grčije, Portugalske, Italije tudi, ne? Ker koliko? Hrvaške, ja. Ne, Hrvaška ima nič ciljih 8. To je res podatek, ki so ga prav zadnjič povedali. Se pravi, da je več od nas. Plus tisto, kar recimo šteje. No. V ZDA je še vedno velja, da je 2,6, tako ona navaja, ne? Velika Britanija 1,3, ne? Mi smo pa seveda naredili še nižje od Grčije, pa ne vem, Portugalske, nič 45, ja, izvolite. 3/4 teh sredstev za raziskave in razvoj gre iz gospodarstva, ne? Torej, sigurno je treba ukrepiti ta del, ki ga država daje direktno v raziskave, ne? Tako da to tudi na gospodarski zbornici spodbujamo in smo tudi rekli. Kako mislite, 3/4 gre iz gospodarstva? Od 45 je še... No. Od sredstev, ki gredo, zdaj ne govorim o tem znesku, ki je vezan na koliko država daje, ampak iz celotnega zneska, ko pogledamo, koliko gre v raziskave in razvoj, je 3/4 tega pravzaprav prispeva gospodarstvo. Sedajni strukturi, ja. Prej je bilo pa 1/3. Se pravi, v bistvu se je to razmerje, se je, lahko rečemo, poslabšalo ali poboljšalo. Če se je poboljšalo iz tega, da gospodarstvo več je to v redu, ker se je pa poslabšalo, zato ker šlo pa bistveno manj direktno iz znanosti, pa seveda to slabo in to je situacija, ki se je zgodila. Preko ste v bistvu omenjala tudi o vidiku zadolženosti. Mi smo štartali pred krizo z 8 milijardami dolga in smo prišli na 32 milijard dolga. Zato je zelo na mestu vprašanje, koliko nam je zdaj zaradi tega dolga bolje, kam smo ga usmerili. Ali smo ga usmerili v znanost? Odgovor je ne, nismo ga. Ali smo ga usmerili v razvojne projekte? Težko jih najdemo. Mi smo jih usmerili zelo v socialo, v to, da se stvari, da so se ohranile. 5 milijard je šlo tudi za pokritje bančne luknje, tudi to je res. Ampak že samo letos, na začetku leta, je Ministrstvo za finance objavilo raziskavo 2 let pred tem, kam so se sredstva več ali manj usmerjala. In izkazalo se je, da je šlo 10+ % več, se pravi, da se je ukrepilo ravno del za socialo in za plače v javnem sektorju. Za 29% so se pa zmanjšale investicije v tem času. In to je zadeva, na katero seveda tudi gospodarstvo opozarja. Mi ne moremo vsega porabiti samo za plače. Mi moramo gledati, iz kje bojo nastajali prihodnji prilivi, prihodnja sredstva, kje je prihodnost. Samo v tem, da zaokrožimo in da dvignemo domačo porabo, kar s tem tudi dvigneš, ni rešitve. Mi moramo delati za stvari za naprej. Zato seveda je znanost treba pri teh stvarih podpreti. No, pa tudi zato je potrebno imeti zelo usposobljene ljudi na posameznih mestih, recimo v javni upravi, v vladi, v javnem sektorju, da bodo znali, kam investirati, kako investirati. Absolutno. Če pogledamo zgodbo Singapurja, s kje je štartal in do kam je prišel, je to pretečno, tam je zgodbo povzela takrat najprej mestna, potem državna uprava in kakor slišimo, so najvišji vladni uradniki v Singapurju plačani podobno, kot če bi vodili multinacionalna podjetja. Torej so vzpostavili sistem, v katerem je častno biti javni uslužbenec, ker izjemno veliko prispevaš, seveda pa tudi veliko od tebe pričakujejo. Mi smo še nekje močno na tej učni lestvici in verjamem, da tako kot je direktor inštituta rekel, da pogosto na drugi strani nimajo občutka, da imajo sogovornika, ki povsem razume ali pa ki najprej razume in potem je voljen in pripravljen odpreti pot, odpreti vrata. Jih najbolj srečujemo bolj kot ne vsi. Imamo določena deli javne uprave so odvisni od nekaj ljudi, ki so pripravljeni in zagnani in zagreti.
In kar manjka, kot je bilo tudi na nedavnem srečanju oziroma okrogli mizi Umarja ravno na temo plač v javnem sektorju izpostavljeno, ker ni sistema izhodnih vrat v javnem sektorju, je strošek javnega sektorja bistveno višji, ker je precej ljudi, ki pravzaprav bi lahko bili kje druge uspešnejši, tam pa ne dajo veliko od sebe in so dodatno breme v hitrosti poteka skozi različne procese. Zato ona izrecno poudarja, recimo vprašanje kadrov, kako jih izbirati, kako jih nastavljati, kakšni morajo biti. Zato to je, mislim, zahtevno vprašanje, ker potegne za samo celotni izobraževalni sistem, kakorkoli. Gospod direktor, vi ste največ želeli nekaj tu omeniti, ki je glede tega, koliko poslovni sektor oziroma gospodarstvo dajo ne? Smo o tem, da 2% damo za RNR, s čemer se v tujini pohvalimo, kar smo tukaj na poprečju, ampak od teh 2% je samo 0,45, kar je država, kar je preveč pod poprečjem. In tudi, kar je po mojem še problematično, je to, da 1,6 ali koliko, kar zasebni sektor da, je to res vse RNR. Tukaj je tudi veliko vprašanje. Tukaj je bilo, smo bliže na 2,5, pa se je to precej znižalo. In kar je še hojiš, zelo malo od teh vlaganj pride na akademske inštitucije, v obliki nekih raziskovalnih, razvojnih pogodb. Prav, večino tega denarja podjetja v svojih, vse se ne zgubi, vse podjetja vložijo v svoje. Se gospodarska rast ni nastala iz zraka, ampak je nastala iz nekih vlaganj. Ti ne možeš dobiti novih pogodb, če govorimo recimo o avtomobilski industriji, če ne kažeš nekega razvoja, če ne vlagaš v proizvodno, v znanje, v vse to. Tako da to se nič ne izgubi, to ima svoj efekt. No, ampak v tujini, kar sem hotel mogoče, da se navezati, v tujini je dostikrat tako, da imajo podjetja neke razvojne time na raziskovalnih inštitucijah. Pri nas je manj tega. Mi imamo tukaj sicer primer, ampak imamo primer z tujim podjetjem. Recimo podjetje Honda ima tukaj neko zelo lepo raziskavo, imamo na področju baterij, kjer je ena majhna skupina mladih raziskovalcev dela na materialih za baterije prihodnosti. Profesor Damjan, vi ste mislili, da časno ste kar, recimo te številke tudi kar kritizirali, oziroma pojasnevali v enem drugem kontekstu. Koliko gospodarstvo daje, mislim, za znanost? Ja, kolege, tale delež gospodarstva za raziskave in razvoj se poveča predvsem administrativno zaradi tega, ker smo pač uvedli to davčno reformo v času Janševe vlade. 2013 se pravi olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj in potem še dodatna olajšava za investicije. To je v bistvu napihnilo tale delež denarja, ki ga gospodarstvo prikazuje iz davčnih razlogov, da ga daje za razvoj. Zdaj pa vprašanje, to gre za razvoj ali ne, s tem se zdaj davčne inšpekcije ukvarja, tako to ne bomo. Ključno je v bistvu izpleniti z tega, se pravi, koliko tega dejansko gre potem v nove inovacije, v nove izdelke, to je ključna zgodba. In kar Sloveniji manjka je točno ta zadeva, torej sodelovanje med gospodarstvom in pa univerzo, to več čas govorimo, glede tega enostavno ni. Gospod Polet, ko je bil v Leku, najbolj pozna, učeno gospodarstvo jemlje dobre kadre na univerzi, ampak tega sodelovanja pa enostavno ni. Ne pride do teh dolgoročnih pogodb, kot je recimo v ZDA, na Stanfordu, potem v Caltech, tam je čisto druga zgodba, tam imajo dolgoročne pogodbe z vladnimi agencijami, z zasebnimi podjetji, so dolgoročni programi, kjer dejansko prihaja do tega sodelovanja, se pravi, res zaposlijo možgane ljudi, ki so na inštitutih oziroma na univerzi in uporabijo potem njihove izsledke. Kup tega seveda verjetno ne bo uspešen, ampak del tega, kar investirajo tja, pa bo uspešen, oni se tega zavedajo. Naše gospodarstvo je, pa ne me zameriti Sonja, enostavno na prenizki razvojni stopnji. Pri nas smo še vedno samo dobavitelj nekih sestavnih delov, zelo malo je, spravi, smo nekih globalnih velika vrednosti, smo dobavitelji, komponent, zelo malo je podjetje z končnimi izdelki, to več odgovorim, Gorenje je bilo tako, ampak zelo relativno nizko dodano vrednostjo in enostavno
to ni še del koncepta miselnega sveta naših menedžerjev, da bi kaj takega sploh počel. Če začneš taka stvari razlagati, začnejo jamrati večinoma, da je delovna sila predraga, a seveda predraga zato, ker ima izdelke s prenizko dodano vrednostjo, pa spet bomo imeli debato o tem, ampak seveda, če imaš visoko dodano vrednost na zaposlenega, tudi plača ni več problem. Zato, ker ti enostavno marže, ki jih dosegaš pri proizvodih, omogoča, da lahko plačuješ višje plače. To farmacevtska industrija pri nas je verjetno najvišje tukaj in najlažje plačuje visoke plače. Magister Urlep, vi imate izkušnje s farmacevtsko industrijo. Ona jo posebej izpostavi seveda poleg avtomobilske zaradi ogličnih izpustov, tudi farmacijo. Kjer smo pa občutljivi vsi? Ja, odprli ste temo, ki bi dejansko zahtevalo ogromno časa, ampak če poskušam zelo na kratko odgovoriti, večina tez, ki jih avtorica navaja, v dobršni meri dejansko drži, sej drugače tudi ne more, ker pač temeljijo na eksaktnih raziskavah in konkretnih podatkih. Poglejte, dejstvo je, da če gledamo zadnjih 30 let razvoja farmacevtske industrije, z vidika ključne poslovne funkcije, to je razvoja in raziskav, potem lahko ugotavljamo, da produktivnost nezadržno pada v razvoju in raziskavah. Razlogov za to seveda je več, prav tako je pa kazalnikov, ki to potrjujejo več. Če pogledamo samo število tako imenovanih novih molekul, ki pomenijo pomemben preboj v medicini, se je do nastopa bioloških zdravil, se je ta krivulja izrazito gibala proti ničli. Zdaj, razlogi za to, so večplastni. Prvi seveda ta, da je vedno več področij v medicini, ki so relativno dobro pokrita z učinkovitimi, varnimi in kakovostnimi zdravili, kar pomeni vedno težje odkriti nekaj novega, ki bo boljše od tistega, kar že obstaja. Drugi razlog seveda je ta, da so se zelo zaostrili standardi za pridobivanje dovoljenj za promet, kar pomeni, če še 20 ali pa 10 let nazaj, skoraj da vsaka molekula, ki je šla skozi klinično fazo testiranja in potrdila določeno učinkovitost in varnost, lahko brez problema dobila dovoljenje za promet, so danes kriteriji za to bistveno strožji. Posledično seveda je vedno manj tistih molekul, ki dejansko pomenijo nek kakovostni preboj in seveda dajejo upanje, da bodo v obdobju svojega trženja povrnili ne samo stroške lastnega razvoja, ampak ustvarili tudi potrebno akumulacijo za nove razvojne projekte. Povedano drugače, tveganje razvojnega neuspeha v farmacevtski industriji se je izrazito povečalo. In tako kot avtorica pravilno ugotavlja tudi drugje, ko se poveča tveganje, se seveda praviloma zmanjšuje interes zasebnega kapitala, da vlaga v panogo, v kateri tveganje raste. In tukaj se potem pač pojavi država kot tisti vlagatelj, ki je pripravljen sprejemati višja tveganja, ker ima dolgoročnejšo vizijo, ker se zaveda svojega poslanstva do svojih državljanov in tukaj se to praviloma realizira skozi številna, majhna, razvojno, raziskovalno, močno usmerjena podjetja, ki pač vsako v svoji niši iščejo potencialno nova zdravila in ko se jim posreči, postanejo plen velikih farmacevtskih družb, ki seveda na ta način dopolnjujejo relativno nizko produktivnost lastnega razvoja in raziskav. In to je nekaj, kar je danes značilno in seveda v tem kontekstu je treba upoštevati še nekaj, da razvoj zdravil danes postaja vse dražji. Zdaj pustimo podatke, ki jih navajajo različni viri in se razlikujejo od nekaj 100 milijonov do nekaj milijard, recimo ameriških dolarjev za eno zdravilo. Ampak dejstvo je, da razvoj postaja vse dražji, hkrati vse manj produktiven in to sili farmacevtsko industrijo, da krči število projektov oziroma jih ustavlja in ukinja v mnogo zgodnejših fazah, kot se je to dogajalo pred 10-20 leti,
ko je imel vsak raziskovalec v razvojnem laboratoriju farmacevtske industrije tako imenovani svoj pet project, ki ga je negoval do konca, ko je bilo že dolgo jasno, da to zdravilo nikoli ne bo postalo tržna uspešnica in ne bo povrnilo niti sredstev lastnega razvoja, kaj šele ustvarjalo akumulacije, ampak ker si industrija to lahko privoščila, je bilo to raziskovalcem tudi dopuščeno. Danes tega luksusa žal ali pa k sreči ni več. Kje se pa potem lahko to neha, tak razvoj, ne? Mislim, ona tudi pravi, ne, mislim, to, ko ste rekli, da se ona, potem te velike farmacevtske firme konkretno, ne, vežejo na mala podjetja, ne, kjer iščejo, recimo, nove stvari, ne. To pravi ona simbiotičen ekosistem, ne, da ni zajedavski. Točno v tem, ne, kar pravi ona, ne, v bistvu v iskanju primernega ravnotežja med prevzemanjem tveganjem, ali kot pravi ona, podružabljenjem tveganj, ne, in seveda pravično participacijo, ne, potem na donosih oziroma na dobičkih. Ne. Poglejte, recimo danes imate eno področje, ne, ki je za človeštvo izjemno nevarno. Ne. To je vse večja odpornost mikroorganizmov za obstoječe terapije z sistemskimi antibiotiki. Mi danes poznamo določene seve, ki so praktično odporni na vse poznane sistemske antibiotike in seveda je samo od imunskega sistema posameznika praviloma odvisno, ne, ali bo tako infekcijo preživel ali ne bo preživel. Farmacevtska industrija ima izjemno majhen interes, da ponovno vstopi na področje raziskav in razvoja novih sistemskih antibiotikov. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za kratkotrajne terapije nekaj dni, ne, ki seveda ne morejo biti drage, ker je to običajno masovni trg, morajo biti relativno poceni in seveda ne ustvarjajo visokih dobičkov. Zato danes, ne, če gledate, kdo se ukvarja, ne, s področjem raziskav in razvoja, recimo novih potencialnih antibiotikov, so to v glavnem majhne, razvojno naravnane družbe, ki so pretežno financirane, ne, iz javnih sredstev, ne, ali pa iščejo sponzorje in donatorje, s katerimi kombinirajo javna sredstva, ne, in iščejo novo čudežno zdravilo, recimo za take, tako imenovane superbugs. Ne. In to ni edino področje. Obstaja cela vrsta drugih indikacijskih področij, s katerih se je farmacevtska industrija v svojem razvoju in raziskavah skoraj v celoti umaknila. Ne. Tudi to področje zdravil sirot, ki ga avtorica omenja, tako imenovanih orphan drugs, ne, je eno od takih. To so pač tista zdravila, ne, ker je potencialna populacija odjemalcev pacientov izjemno majhna in praviloma ne povrne stroškov, ne, za razvoj takega zdravila, kljub temu, da države omogočajo poenostavljene postopke pridobivanja dovoljenj za promet, ne, ki so nekoliko cenejši, ampak razvoj je še vedno izjemno drag in tveganje je zelo veliko. To so seveda farmacija pa zanimiva za vse. Ja, a boste vi prej... Če lahko jaz mislim samo dotaknil nečesa, kar se zelo tiče farmacevtske industrije. In se v bistvu farmacevtska industrija se pogosto uporablja kot zelo dober primer, zakaj patentni sistem mora obstajati in zakaj mora biti tak, kot je. Ne? Če država vedno več vlaga in je vedno večji vir tistih recimo radikalnih inovacij v neki panogi. Farmacevtska industrija, sem prepričan, da se bo na podlagi tega preoblikovala na podlagi neke radikalne inovacije v nekaj drugega, ne vem, ali bo to genska terapija, ali bo to kakšna drugačna terapija, neki bo. Ampak patenti so tudi en način, kako država potencialno lahko dobi del tistih svojih raziskav nazaj, pa verjetno tega učinkovito ne dela. Ne. Zdi se mi, naprimer, da... Mislite dobička, Tako, ja, da bi povrnila nek dobiček iz tega, kar vlaga. Zaradi tega, ker v tem trenutku država podeljuje eno ogromno pravico, bi rekel, posameznem podjetju za patent, katerega velik del je v bistvu tudi zasluga vlaganja države. Ne. In zdaj mislim, da avtorica v enem trenutku pove, ne, da tudi ta patentni sistem se zdaj pošteno izkorišča. Ne. Ravno zaradi tega, ker je, če si zelo aktiven v patentiranju, si lahko manj aktiven v inoviranju. Ne. Te zadeve ste nažalost pogosto obratno sorazmerno. Kar je res konsekventni premislek, seveda to potrjuje. Če si zelo inovativen, ne rabiš zelo malo zaščite in to je bilo dolg časa veljalo v softverski industriji. Ne. Ja, to res, ja. Ja, profesor Damjan. Jaz sem v bistvu prej že samo to napisal oba
prejšnja sogovornika sta dejansko zelo lepo predstavila ta problem, ki ga imamo danes. Farmacevtska industrija je šla danes v tole Open Innovation System, ker pač poskušajo na trgu najti tele, kar sami ne morejo razviti. Si bil pred leti v enem EU raziskovalnem projektu, kjer je bila tudi Bayer podjetja notrne, ki so točno to predstavili, se pravi, kako se oni umikajo ven iz raziskav, pa na trgu poiščejo, kar je novega, in pa jim malo sofinancirajo to, da dobijo ključne ideje. In ta zadeva je ključna tudi danes za razumevanje tega, kam gre bodoči razvoj. Namreč v teh raziskave in razvoj, je ta prvi R, ga zagotavlja občana država, to so bazične raziskave. Drugi R, šele v drugem R se vključijo noter podjetje, kjer gre za razvoj, se pravi na plagi nekih novih spoznanj, potem do komercializacije tega. In tukaj potem podjetje nastopijo noter. In zdaj se ključno to, kar je povedal gospod Turle pred tem, se pravi, če država poskrbi za podružbanje tveganja, se pravi, da poskrbi, da se ta tveganja pokrijejo, da dejansko zasebnemu sektorju tega ni treba plačevati. Moram na koncu poskrbeti tudi to, da ne bo prišlo do privatizacije dobičkov, ampak je tudi do podružbanja donosov. Se pravi, zdaj pa način, kako to doseči, je pa seveda eno so mogoče patenti, tudi da pri patentih je zelo malo teh donosov konec koncev. Ena izmed stvari, ki je zelo pomembna, je, če zasebna podjetja uporabljajo tehnologije, ki so bile financirane z javnim denarjem, morajo tudi temu plačevati za to svoj donos. Recimo, mi da s kolegom Babičem, pa tam zadaj sedi, sem tudi soboto imela članek v sobotni prilogi na to temo. Se pravi, ena iz načinov je, da država sama spodbuja, se pravi, daje inštitute, kjer jim daje denar za te bazične raziskave, kjer potem inštituti sodelujejo z gospodarstvom in tudi tukaj pride do ustanavljanja nekih podjetij, ki jih lahko kasneje tudi odkupijo zasebna podjetja, s tem, da seveda inštitut oziroma da država ostane solastnik tega. Tako da se donosi iz tega naslova iz komercializacije znanja ostajajo v javnem sektorju. Ali pa recimo ta sklad, ki so ga že pred letom predlagala, se pravi javni sklad tveganega kapitala, ki bi v Sloveniji vlagal v te ključne nove tehnologije nastopni med patentom in med prototipom. To je ta dolina smrti, ki je popolnoma nepokrita, ki jo pokrivajo sicer tveganega kapitala, ampak tukaj vemo, ena izmed 100 takih novih idej uspe, tista med 100 ta ideja, ki uspe, pol prinese, pokrije vse stroške tveganega kapitala, ki ga je imel z vlaganjem tukaj noter. Zdaj pa zakaj ne bi bila država tista tukaj, ki pomaga pri razvoju teh ključnih idej, ki bodo kasneje lahko postale zelo komercialne in seveda iz tega potem pobere tudi donose. Se pravi, da država participira v podjetju, ki je ustanovljeno tukaj z svojim kapitalom. Se pravi, del umakne se ven, se pravi, da je zasebni lastnik, ki je večinski, ampak država ima še vedno svoj delež in na podlagi tega donosa, ki ga dobiva, lahko financira potem bodoče take projekte. No, sej samo se mislim, da bomo končali, ampak samo še nekaj me zanima, preko damo besedo še morda občinstvu. Koliko je recimo pri nas prostora ali pa volje za spremembo recimo tega mišljenja, o čemer smo danes govorili, a obstaja? Ali bomo še naprej se s temi stvarmi ukvarjali na enak način? Gospod Urle, pa zdaj. Ja. Gospod Urle, vi ste seveda v vladi, imate čez pomembne ministrstva, svetovalci ste skratka. Ja, poglejte, volja kot taka seveda vedno obstaja. Vendar rekel samo volja ni dovolj, potrebno je še kaj več in moram reči, če se spet vrnem nazaj na ta že večkrat omenjeni koalicijski sporazum, ni bilo niti ene stranke, ki bi nasprotovala temu, da je potrebno povečati vlaganje v znanost. In seveda potem, kot sem že prej rekel, pride trenutek streznitve, ko dobiš na mizo vse želje in pričakovanja različnih podsegmentov te družbe in je potrebno postaviti prioritete in jih uskladiti za možnostmi, takrat se pa zgodba začenja znova. Tako da lahko samo rečem to, da kar se mene tiče, tako ali tako ni dvoma, ker jaz zase pravim, da sem gospodarstvenik na začasnem delu v politiki
in upam, da bomo v tem obdobju, kolikor bo pač trajalo, ne, dejansko uspeli, ne, narediti nek preboj v tej smeri, ne, da se znanosti in znanstveno-raziskovalnemu delu, ne, v tej družbi vrne, ne, položaj, ki ga je nekoč že imela. Bi pa tukaj upozoril na to, ne, da ključno je, ne, da vzpostavimo, ne, ta magični trikotnik, ne, znanost, gospodarstvo, politika, ne, ker tukaj pa tudi z mojega prejšnjega obdobja lahko rečem, ne, da je bilo tega sodelovanja bistveno premalo in sem se osebno vedno prizadeval, da bi ga bilo več, ne, ker lahko potrdi tudi direktor inštituta, ne, saj smo bili eden večjih poslovnih partnerjev inštituta, pa tudi številnih fakultet in drugih inštitutov, kjer smo vedno iskali ne samo možnost boljše izrabe znanja, ki obstaja v tem okolju, ampak tudi hitrejšega, ne, in transparentnejšega pretoka znanja in izkušenj, ker v tako majhnem okolju, kot je slovensko, je to predpogoj, ne, če želimo optimalno izkoristiti te možnosti, ki jih imamo. Ja, profesor. Čisto kratko, če se lahko samo navežem. No, jaz sem pripričan, da je zdaj idealni čas za to, ne, za te spremembe. Ne. Zato, ker, kot rečeno, ne, če bomo poviševali sredstva za znanost, imamo zdaj priložnost, ne, vzpostaviti nove mehanizme, ne, s katerimi bomo spodbujali na eni strani odlično znanost, ne, po drugi strani pa cel nabor nekih mehanizmov, ne, ki bodo ravno to vse zagotavljali, o čem smo se pogovarjali. Sodelovanje z gospodarstvom, olajšano podjetništvo, ustanavljanje podjetij, neke mehanizme, ki bodo podjetjem tudi pomagali, ne, pri njihovem razvoju skozi te najbolj občutljive faze. Ne. Tako da to se že nekajkrat pojavilo, ne, tudi v javnosti, ne, če se znanost zdaj ni sposobna absorbirati tega svežega denarja. Ne. To ni res. Ne. Tukaj je takoj cel kup nekih vprašanj oziroma nekih mankov, ki jih lahko naslovimo, ne, z temi sredstvi, ki jih nujno potrebujemo. Ne. Seveda pa v nadaljevanju, ne, ko se bomo bližali povprečju pa temu 1%, ne, pa se moramo spet začeti pogovarjati o tehnološki inovacijski agenciji. Ne. To bo tudi potrebno ustanoviti in o vseh teh mehanizmih, ki jih lahko potem preko te agencije nudimo, da izboljšamo to povezovanje v tem trikotniku, kot je bilo omenjeno. Ja, za drugo, da bomo šli potem še do vas. Ja, jaz bi rekel tako, no, iz osebne izkušnje, ne, tehnološka agencija, jaz sem produkt programa mladih raziskovalcev, še TIE, ne. Meni se zdi ta program mladih raziskovalcev en simbol tega, kako je šla stvar v napačno smer, ne. To, da nimamo enega takega programa več danes, mi občutimo na ravni podjetja zelo močno, ker tudi interes se avtomatsko zmanjša za te bazične raziskave v podjetju in tudi sodelovanje z univerzami in inštituti se zmanjša. Ne. Tako da jaz bi rekel, če se nekako najde neka volja, da se take programe začnejo oživljati, konkretno recimo program mladih raziskovalcev, potem mislim, da se tudi ta volja lahko konkretizira v nek rezultat. Ne. Dokler bo pa to samo volja, ker kako se reče, na neki osnovnem razumevanju je seveda to vse logično, samo kaj so tisti konkretni koraki, kako to narediti na prav način, to je pa potem stvar nekih programov, ne samo stvar volja. Ja, magistra Šmuceva. Strinjala bi se, mislim, da imamo veliko dobrih praks, ki jih moramo obuditi, ki smo jih pač obglavili in morajo zdaj zrasti najbrž 2 glavi, namesto tiste ene, ki je šla. Hkrati je pa dobro tudi razmišljati ob tem, seveda, ko se odločamo za bistveno več sredstev v znanost, ki jih znanost potrebuje, tudi kam bodo ta sredstva usmerjena. Običajno imamo vsaj v gospodarstvu morda zmotno občutek, da tudi znanost išče bianko prostor. Ne? Raziskovali bomo karkoli pač je interes nekega posameznika. Ne? Tu pa bi želeli, tu pa država si pa tu ne more prvoščati, ker država odloča v našem skupnem imenu. In ko je država postavila strategijo pametne specializacije z SRIP-i, ki smo jih v Sloveniji določili pač 9 strateško-razvojnih inovacijskih partnerstev, je v bistvu rekla, to so področja, na katerih je Slovenija
lahko izvrstna, kjer lahko pridemo do bistveno više dodane vrednosti in zato, če se na teh točkah najdemo tudi znanost. Seveda bo vedno še nekaj, kar je zunaj tega prostora in je tudi prav, da je en del bazične znanosti popolnoma prepuščen naključjem, ker iz tam lahko res pridejo neverjetne stvari, ampak tam, kjer pa lahko tudi preko bazične znanosti vsem vemo, redu, če razvijamo pametne tovarne, medicino, les, podobne zgodbe, kjer se Slovenija zastavlja, da to pa so naše točke, kjer bomo pomembni in vplivni, da je v to vključena tudi usmeritev sredstev za znanost. In takrat se bo potegnil tudi po celi vertikali, po celem tem loku od TRL 1 do 9, ne, in tako, kot ste omenili, Mazzucatova v glavnem govori o bazičnih raziskavah, ampak tudi sama pravi, da država mora celoten ta inovacijski proces spremljati tudi na koncu do kakšnega začetnega financiranja podjetij.